Praznovanja smo zelo potrebni, zato ker nam praznovanje daje tiste trenutke, kjer dobimo, kar nam ponavadi manjka. In zato tudi, ko mi usmerimo svoja pričakovanja v bližajoče, recimo praznično obdobje, si vsi čakamo, da se bo tisto dogajalo, kar se ponavadi ni. In torej eno olajšanje, en predah, eno veselje. Nažalost pa delamo dosti tega, kar je v nasprotnem smislu. Kaj je nasprotno od praznovanja? Nasprotno od praznovanja je pritoževanje nad tem, kar se dogaja, in v neki raziskavi so ugotovili, da ljudje v delovnem času porabijo do 5 ur na teden, zato da se pritožuje nad tem, kar ne gre. Včasih se mislimo, da to pomeni, da si dam duška, ne? Torej, stvari ne grejo, jaz končno povem, da mi ni všeč in torej to naj bi mene razbremenilo, zato to govorim in to delam. Če bi pogledali to recimo z enim krvnim izvidom, bi ugotovili, da potem, ko si tako imenovano dam duška, imam več stresnih hormonov v krvi, kot sem jih imel prej. Kar pomeni, da bi bilo res dobro, da izrazim, da mi ni lepo in kaj mi je težko, ampak da naslednji korak tukaj manjka. Se pravi, da nekaj naredim za to, da je drugače in da se počutim bolje. In to ni to, da izrazim svojo težo, svojo stisko, komorkoli, in da si to potem ponavljamo, ampak da iščemo ene izhode. In ti izhodi so seveda nekaj podobnega kot tisto, kar dela telo. Kadar je telo ranjeno, mi vidimo, da vsi deli, ki so zdravi, nekje zaženejo svojo dejavnost in gredo na pomoč temu delu, ki ne funkcionira. Recimo rana, ko teče kri, celo telo prispeva k temu, da tja pritečejo tiste celice, ki preprečujejo okužbo, ki celijo in ki si zapomnejo, kaj se je zgodilo, zato da sem drugič pripravljen na podobno infekcijo. In torej telo ima to modrost, da se opre na vse tisto, kar je dobro, zato da pride naproti temu, kar ni v redu in kar boli. Isto naj bi mi delali v smislu čustvenega delovanja in delovanja z drugimi. To pomeni, kadar nekaj ni v redu, naj bi mi zajeli iz tega, kar je, zato da zacelimo tisto, kar ni. In zato, ko jaz opazim, kaj pa je v redu in kaj deluje in kaj konec koncev imam, postane tisto, kar nimam, lažje, oziroma moj razgled postane širši in meni uspe, da lahko lažje tisto prenašam, kar ne gre, ker mi uspe, da vidim in ovrednotim tisto, kar je. Kadar se človek slabo počuti, če si pove, kaj pa je tisto, kar gre, mu je takoj lažje. In v bistvu ta prazničen odnos, sposobnost, da mi praznujemo tudi v skupini, tudi z ljudmi, vse tisto, kar nam je uspelo, to je ravno tisti način, da podpremo v ljudeh zdrave sile. In da torej popišemo vse tisto, kar smo si dali, kar smo lepega doživeli, kot človek, ki bi rekel, kaj se danes ali v tem tednu posebno lepega doživel, in če gre spominom nazaj, pride to na dan. Tudi če gre skozi zelo težko in žalostno obdobje, so vedno trenutki, ko se nekaj v nas odpre in zaživi in nam je lepo. In ta dimenzija, znati čutiti lepe stvari, je zelo pomembna, zato da potem mi samo v tem vzdušju lahko druge obdarimo. Praznovanje je v bistvu način, da iščemo, s čim bi obdarili sebe in druge, in da izberemo trenutek, ko bi nam to lahko uspelo, in da zatorej zaživi eno praznično doživljanje. In v tem smo lahko uspešni, samo če smo zelo iskreni in zelo pristni. Mislim, praznovanja ne moremo mi ustvarjati na silo, zato ker mi določimo, da moramo biti veseli, da mora biti lepo in da na silo nekaj postavimo na noge, zato ker je treba. Samo iz res razbremenjenega srca in iz tega, da poiščem nekaj, kar res živo čutim, da je lepo, lahko ustvarim eno praznično vzdušje. In zato bi vam zdaj prebrala nekaj stavkov iz neke delavnice o prazničnosti, ki smo jo imeli na Veri vase, kjer so ljudje zapisovali občutke ob tem, ko so se bližali prazniki in so izražali, kako jih doživljajo.
Marsikaj lahko praznujem, kar je bilo narejenega, lepega, čistega, vrednega za olajšanje moje usode in ste vi prispevali. Ne dovolim si pogosto lepega, stalno je nekaj treba. Drugi čaka na moj dar, a v meni je nemoč. Ta trenutek si želim biti svoj. Šele zdaj začutim veselje, da sem tu. Ko vem, da lahko izberem tudi kaj drugega in da enkrat odločim, kdaj, kako, s kom, zakaj praznovati ali ne. Za hip znamo zdaj zaživeti iz preprostih in iskrenih besed in nepozabno začutiti bližino, ali iz besed ali iz molka, zdarovi ali brez njih, ko si pristno izmenjamo, kar je v nas čisto in sveto in se nas dotakne ta večer med lučkami in zelenjem in se utrne med nami veličina prazničnosti.